Pozdravljene, drage dušice. Odločila sem se, da bom naključno knjigo Angelsko perje ljubezni na obali odprla na naključni strani in z vami podelila stran oziroma odlomek, zakaj se knjiga gre, in da začutite to energijo, ki je v knjigi. Tako da bom kar pričela in me prav zanima, katera stran bo prišla v naša srca in v naše zavedanje. Tako da vidimo. To je stran številka 61 in pravi tako. Če ti je neprijetno, mi lahko jutri samo poveš brez problema. In preden je Lana uspela karkoli več, se je obrnil. Odšel je po plaži v nasprotno smer od nje. Njegov korak je bil miren, ni se oziral, kot da ji je pustil prostor, da se sama odloči. Lana je ostala sama s šumenjem morja, z zvezdo na nebu in s tisočimi mislimi, ki so se vračale k njej. Še enkrat si je v glavi ponovila: rekla sem da. In potem, kako ve? Stala je, dokler ni začutila, da se mora premakniti, sicer jo bo njen popolnoma odnesel. Takrat se je končno zbrala, globoko je vdihnila, položila je roko na žep, kjer je bilo peresce, kot da se z njim prizemlji nazaj na zemljo. Zaslišala sem: tu sem, jaz odločam, jaz sem varna. In potem je odšla proti hotelu, korak za korakom. Ne več kot nekdo, ki beži, ampak kot nekdo, ki se vrača v zavetje, da lahko v miru razume, kaj se je ravno kar zgodilo in kaj si je njeno srce drznilo izreči na glas, še preden je glava rekla: počakaj. To je en odlomek, en odstavek iz poglavja z naslovom Beseda ja, ki mi je ušla iz srca. Tako da notranji od knjige izgleda takole čudovito oblikovano. In knjiga je resnično energija, je resnično angelski pretok, ki objame naše zavedanje v to smer, da mi smo lahko, ko izbiramo srcem in ko sledimo svoji kreaciji. Tako da dovoli si, da te knjiga objame svojo angelsko energijo in da te popelje v zavedanje, da si sam